Kako poteka priklop fiksnih storitev Telekoma Slovenije, si poglejmo z družino Novak. Zaradi kakovostne internetne povezave, Rokovi službeni sestanki prek spleta končno potekajo brez prekinitev. Žena Sara pa na televiziji gleda svoje priljubljene oddaje ali si jih shrani za poznejši ogled. Ker tudi Wi-Fi odlično deluje, lahko hči Ajda nemoteno snema videe in klepeta na družbenih omrežjih, sin Luka pa uživa v igranju iger. Družina Novak je za večje udobje in varnost svoj dom opremila tudi s pametnimi napravami. A ni bilo vedno tako. Poglejmo, kako je družina Novak v samo 4 korakih prišla do najboljših storitev Telekoma Slovenije. Rok in Sara sta na spletni strani Telekoma Slovenije izbrala paket za celotno družino. V Telekomovem centru pa jima je izkušen prodajalec pokazal, kaj vse Neo zna. Ko sta se odločila za pravi paket, je Sara podpisala pogodbo. V primeru, da bi storitve naročila prek spleta oziroma klicnega centra, bi Sara pogodbo prejela na svoj elektronski naslov. Prodajalec je Roka in Saro prijazno spomnil, naj pred prihodom tehnika Telekoma Slovenije poskrbita za primerno interno inštalacijo z UTP kabli. V bližini, kjer bo Telekom Slovenije uredil priključno točko in priklopil modem, pa naj bo električna vtičnica. Ko priključna točka že obstaja, je potreben samo še obisk našega tehnika, ki poskrbi za priklop naprav in vklop storitev. Ker pa družina Novak priključne točke še ni imela, je bilo treba dograditi omrežje. K Novakovim je prišel oglednik terena in jih seznanil z dograditvijo omrežja, določili pa so tudi ustrezno mesto za priključno točko. Oglednik je povedal, da bo zemljišče po posegu vrnjeno v prvotno stanje. Na hitrost dograditve omrežja vplivajo različni dejavniki. Nekateri, kot so slabo vreme, zahtevnejše gradnje in dolgotrajni postopki pridobivanja soglasij, lahko precej podaljšajo dograditev omrežja. Ko je k družini Novak prišel pooblaščeni izvajalec, je uredil priključno točko. Sara je po izgradnji priključne točke prejela SMS s terminom obiska tehnika Telekoma Slovenije. Na dogovorjeni dan je tehnik priklopil modem, vzpostavil internet in Wi-Fi, priklopil TV komunikator, preveril delovanje vseh storitev ter svetoval izklop naprav v času neviht. Sara je s podpisom na tablici potrdila prevzem opreme. Če Novakovi ne bi uspeli urediti interne inštalacije, bi lahko tehnik začasno napeljal UTP kabel od modema do TV komunikatorja oziroma računalnika ali vzpostavil brezžično rešitev PLC. Rok in Sara sta s postopkom od naročila do vklopa storitev zelo zadovoljna. Vsi člani družine so navdušeni, da lahko končno nemoteno uporabljajo točno tiste storitve, ki jih potrebujejo. Povzemimo postopek naročila. Po izbiri paketa sledi podpis pogodbe. Sledi ogled lokacije in dograditev omrežja, če je to potrebno. Nato pooblaščeni izvajalec uredi priključno točko, uporabnik pa poskrbi za interno inštalacijo. Na koncu tehnik priklopi modem in vključi storitve.